Na Agenciji za okolje smo leta 2022 začeli s postavitvijo seizmografov Raspberry Shake na nekaterih slovenskih šolah. Ti seizmografi spadajo v skupino najmanjših in so enostavni za uporabo. Naprava ima dve glavni komponenti, senzor in pretvornik. S senzorjem merimo nihanje tal, v pretvorniku pa se signal pretvori v seizmogram. Večina sodobnih seizmografov meri nihanje tal v treh smereh, v navpični in v smereh sever-jug in vzhod-zahod. Nekateri Raspberry Shake seizmografi merijo nihanje tal le v navpični smeri. Po svetu je nameščenih že več kot 2000 Raspberry Shake seizmografov. Podatke pošiljajo v stvarnem času v mrežo Raspberry Shake seizmografov ShakeNet. Ta je dostopna preko spleta. S klikom na zavihek Web Apps v levem meniju so nam na voljo 4 spletne aplikacije, uporabo 3 bomo razložili v nadaljevanju. S klikom na Station View odpremo stran z zemljevidom vseh aktivnih Raspberry Shake seizmografov in z lokacijami potresov. Željeno območje lahko poljubno povečamo. Zdaj vidimo vse Raspberry Shake seizmografe, ki so trenutno aktivni na širšem območju Slovenije. Označeni so s šestkotniki. Rdeči krogi označujejo potrese, ki so se zgodili v zadnjem tednu in so locirani iz podatkov Raspberry Shake seizmografov. S klikom na seizmograf se odpre levo okno, kjer v živo vidimo seizmogram. Če želimo videti seizmogram za daljše obdobje, skopiramo kodo seizmografa in gremo nazaj na izhodiščno ShakeNet stran z aplikacijami. Aplikacija DataView nam omogoča pregled zapisov nihanja tal po posameznih seizmografih. V iskalno okno levo zgoraj vpišemo ali prilepimo kopirano kodo seizmografa. Ker ima večina instrumentov pri nas občutljivejši senzor le na navpični komponenti, izberemo navpično komponento, označeno z EHZ. Pojavijo se seizmogrami. Označeni so tudi žariščni časi potresov, ki so jih zaznali Raspberry Shake seizmografi. S klikom na zaznamek o potresu povečamo seizmogram. Aplikacija omogoča različne poglede, ki jih lahko raziščete sami. Za konec si bomo pogledali, kako lahko s pomočjo spletne aplikacije in zapisov z Raspberry Shake seizmografov določimo nadžarišče potresa v Sloveniji. Na izhodiščni strani ShakeNet kliknemo na EQ Locator. Kliknemo na želeno območje in prikažejo se nam razpoložljivi seizmografi. Območje lahko poljubno povečamo. Kliknemo na izbran seizmograf ali v iskalno okno levo zgoraj vpišemo ustrezno kodo. Aplikacija nam ponudi seznam potresov v bližini izbranega seizmografa. Da lahko določimo lokacijo nadžarišča potresa, mora biti ta dobro zabeležen vsaj na 3 seizmografih. Najprej kliknemo na potresu najbližji seizmograf. Prikaže se nam seizmogram, ki ga lahko povečamo. Iz žarišča potresa izhajata 2 vrsti valovanja. Hitrejše vzdolžno valovanje, ki se širi podobno kot zvok, označujemo ga s črko P, do seizmografa pride prvo. Najprej kliknemo na črko P, nato na seizmogramu označimo čas, ko je valovanje doseglo seizmograf. Prečno valovanje je počasnejše. Širi se kot valovanje, ki ga lahko ustvarimo na vrvi, označimo ga s črko S. Na seizmogramu je prihod tega valovanja viden kot trebuh. Tokrat kliknemo na črko S in začetek označimo enako kot prej. Iz časovne razlike med P in S valovanjem lahko ugotovimo, kako daleč od seizmografa se je zgodil potres. Okrog seizmografa se na zemljevidu izriše krožnica s polmerom, ki je enak izračunani razdalji med potresom in seizmografom. Nato izberemo drugo opazovalnico in postopek ponovimo. Bolj oddaljena je opazovalnica, več časa mine med prihodom P in S valovanja. Tudi za ta seizmograf se glede na izračunano razdaljo do potresa izriše krožnica.
Sedaj vemo, da je nadžarišče potresa na eni izmed obeh presečišč krožnic. Izberemo še tretji seizmograf in postopek ponovimo. Lokacija nadžarišča potresa je v idealnem primeru na presečišču krožnic. Ker je izračun poenostavljen in zaradi netočnih očitkov se krožnice ne sekajo v eni točki. Povečamo območje in ocenimo lokacijo nadžarišča, ki je nekje v območju sečišča krožnic. Običajno izberemo namišljeno težišče kot najboljši približek. Kliknemo na gumb Pick Epicenter in postavimo zastavico na mesto ocenjene lokacije nadžarišča. S klikom na gumb Show Epicenter se prikaže predhodno izračunana lokacija nadžarišča. Desno zgoraj se izpiše, za koliko se ta razlikuje od naše. V našem primeru je ta razlika 2 km. Na kratko smo predstavili 3 aplikacije dostopne na spletu. Ko boste naslednjič čutili ali le slišali za potres v Sloveniji, si lahko preko teh aplikacij ogledate njegov zapis in ga tudi locirate.